Dober dan, drage dame in dragi gospodje. Danes je zaposlitveni oglas malo drugače, danes sem pa povabila kar 3 moje sodelavce, ki so vsi soustvarjali skupaj z mano zgodbo. Iščemo razvojnika, dizajnerja, produktnega vodjo, mogoče se bomo potem bolj detaljno lotili tega. Kdo sedi zraven mene? Generalni direktor Igor Skaza. Hvala, Igor, da si se odločil, da te spoznajo, da tudi vejo ljudje, da nisem podjetje Skaza, Tanja Skaza, ampak tudi Igor. Naš tehnični direktor Robert Agnič, kjer bo tudi najbolj specifično povedal, koga potrebuje v svoji ekipi, in naš direktor oskrbovalne verige Bart Stegemann, kjer je danes točno 6 mesecev z nami in imel konec poskusnega dela. Tako, vsakega sem povabila z nekim razlogom, res, predvsem zaradi tega, Igor, vi, kaj bi želeli, da od teh 3 slišite mojih sodelavcev, Igor, da vam pove kulturo, kako se v teh letih spreminja, kakorkoli, mi smo še vedno zelo mladi, pa ima podjetje 41-letno tradicijo. Naš Robi, ki je prišel v podjetje, je pričakoval, da ima razvojnike, da ustvarjajo, na koncu je videl, da smo kar dosti še izvajalci in bo povedal, kaj pričakuje. In naš Bart, kjer je dobil mogoče ekipo, kjer je bila navajena, da se je nekdo drug odločil namesto njih, vodja, in je ustvaril ekipo v teh 6 mesecih, kjer se oni odločujejo in oni so odgovorni tudi za svoje naloge in kako uživajo tudi pri tem. To meni, vse bomo spoznali, delovno mesto, kulturo in na koncu tudi vodenje. V redu? Igor, pa dajmo najprej tebi besedo. Kako ti vidiš to razliko? Midva smo jo kar dokaj podoživljala to, skozi to podoživljama, ampak ti jo pa podoživljaš kar vrsto let. Kaj se dogaja s kulturo v podjetju v teh, pa dajva reči, da bomo šli nazaj v teh mogoče 7-8 letih? Zdaj, jaz mislim, da je naš v podjetju največji dosežek to, da smo spremenili kulturo. Pomeni, kaj je tista glavna, največja razlika je, da prej smo najverjetneje velikokrat čakali, priložnosti so nam bile ponujene, danes jih pa iščemo, ampak iščemo jih na tak način, da se vprašamo, zakaj to počnemo, kaj je namen tega in da ne počnemo vse povprek, ampak z namenom jasno definiramo poslovno priložnost in kaj mi dodajamo pri tem, da živimo svoje vrednote, pa da je doprinos viden in učinkovit. Super, to pomeni, da tudi, če lahko rečemo, res delamo na tem, da vse posle, katere dobimo na podlagi našega poslanstva, to, kar želimo poslanstva, pa kar želimo naše vrednote. Hvala. Igor, Robi, evo, jaz vem, da je bil ful velik šok za vas. Jaz se spomnim, ker smo midva delala prvi pogovor, ste rekli, Robi, a sem tudi jaz vas kontaktirala? Da, sem. Ja. In sem Robija vprašala, Robi, zakaj, Robi, jaz bi vas rada imela v timu, in je Robi rekel, jaz pridem v tim, če mi boste dali proste roke, če bom lahko ustvarjal zgodbo z vami in če ne boste se vi odločevala namesto mene. In sem jaz takrat rekla, hvala Bogu, če se spomnite. In potem ste vi pričakovali, da bo cel tim takšen. In kaj ste, Robi, in zdaj mi čisto iskreno povejte, zdaj po moje ni bilo tako, in zdaj iščete, kakšno osebo iščete, kaj pričakujete od te osebe? Iščemo osebo, ki bo res samostojna pri svojem delu. Jasno, mora biti strokovan, mora biti konstrukter, mora vedeti, kaj počne, ampak ključno je pa, da bo on sam rekel, tule moram izboljšati tale izdelek, tule moram popraviti tisto, ta novega moramo takšnega narediti. Kaj je marketing rekel? Ja, sej, to je moramo narediti, skole bomo to naredili. In to je tisto uspeh, kjer bo potrošnik se najdel in on tudi sam sebi in bo rekel, tole sem pa jedla. Odlično. Takšen ravno. In ne, da bo mene čakal, da me bo gledal, lahko tole, lahko tisto, tole bomo naredili. On pove, takšnega človeka. Če sem zdaj Robi razumela, jaz se spomnim, ker ste vi prišli k nam, ste rekli, proizvodno je malce voditi, če imaš dobre razvojnike, produktne vodje, konstrukterje, ki vidijo, kje je njihova dodana vrednost in s tem dajo rešitev potrošnikom. Tako da, in takega zdaj hočete, to meni hočete sodelavca, takega res? Sodelavec, on bo meni rekel, tole bomo naredili, jaz se moram postoriti.
Super, super. Vi ste eksekucija, on je pa ustvarjalec v tem poredu. Ok, Bart, vi ste pa dobili stanje, dejansko stanje, kjer je ekipa bila navajena. Prvo naj povem, direktor oskrbovalne verige, če sem pozabila prej povedati. Stanje, tudi vas sem našla, a se spomnite? In tudi pri vas sem rekla, midva sva se pa že začutila po energiji, tako da res dam veliko na energijo, tako da boste razumeli, da res poskušamo najbolj graditi na energiji pa na odnosu. Sem rekla, vas pa hoče imeti, ker vem, da bomo dobro skupaj delala. In res, eno imamo eno veliko oba prednost, da damo ljudi v ospredje. In dobili ste ekipo, ki so bili navajene vodje, ki se je vodja odločevala na mesto njih. Tako. Kako je pa to pri vas? Kaj se je zgodilo v teh 6 mesecih v vaši ekipi? Ja, v bistvu na začetku nisem nič spremenil. Okay. Sem jih pustil delati naprej, tako kot so delali. Ampak moj cilj je, da jih poznam, kaj so njihove vrednote, zakaj živijo, zakaj so motivirani itd. In potem sem skupaj z njimi delal na to, da so oni tukaj odgovorni, da oni ustvarjajo ta lifestyle tukaj v podjetji. In se izkazal, da v bistvu oni točno vejo, zakaj so tukaj. In da nadrejen v tem smislu ne rabijo, ker oni vejo, planer ve, zakaj je tukaj, nabavnik ve, zakaj je tukaj, operativna prodaja ve, zakaj so tukaj. In zame je bilo to odlično in tam smo se hteli in zgradimo na tem, tako da uspešno ekipo bom rekel. Super. Če se spomnim, a se vidva spomnite, ko je rekel, da on bo vodil ekipo po managementu 3.0, ker mi smo vsi skupaj zbirali, da bo tudi, veste, kako to pri nas poteka, ko se je Bart pridružil, je zraven mene sedel Robi, sedela ekipa in smo poslušali našega novo zaposlenega, ki je prišel, kako bo on naredil spremembo. In je takrat rekel, Bart, jaz bom delal po managementu 3.0 in je to tudi že v prvem mesecu začel izvajati. Ok, to je bil prvo vprašanje, da se malčkaj sprostite, ker vsi ste strokovnjaki in vsi veste, da poveste. Vsak od njih govori zelo kratke stavke, tako da upam, da bomo danes tudi kratko govorili in jedrnato. Nekaj točke pa pomembno še izpostaviti. Predvsem točke, Robi, pa bom mogoče začela z vami. Malo prej ste opisali kandidata, sodelavca, kakšnega vidite. Vidite res ustvarjalca, nekoga z dodano vrednostjo, da se zaveda, kaj počne, ne da čaka vas. Kako bo pa on plačan? Plačan bo iz 2 delov. Mora biti fiksni del, da pokrije svoje potrebe, da pokrije svoje tiste eksistenco, ki mora. Se strinjam, ja. Se pravi, da normalno živi človek. Bo pa samo ustvarjalec variabilni del. Variabilni del je tisti, ki mu bo pa omogočal vse tisto, kar si želi, kar mogoče sanja. In ko bo naredil neko dodano vrednost za potrošnika, tukaj se mu bo izplačalo, ker pozabo, da ima fiksni del, se pravi, variabilen tiste stvari, za kar se bo moral boriti, oziroma si bo želel boriti. To pomeni toliko, koliko bo želel biti ustvarjalen in to prodati potrošnikom, na nek način biti tudi v stiku s prodajo pa marketing, to bo tudi se poznalo na njegovom redu. Igor, če lahko, jaz bom kar tebe vam potegnala, zato ker je fajn, veš, ker dosti krat mene slišijo in mene na intervjuju to sprašujejo. Dogaja se, da ljudje v tej spremembi kulture so tudi eni odšli, prihajajo novi. Kako gledaš ti na to? Ker to je le tvoje srce, to so tvoje korenine. Kak ti to podoživljaš? Zdaj, po mojem, s tem ni nič kaj narobe, ker je pomembno, če želiš biti ustvarjalec, kreirati nekaj, se moraš najti v tisti kulturi, ki ima podjetje. In to mora biti zagotovljeno. Tako da tisti, ki se ne najdejo, ni nič narobe, če najdejo ustrezno kulturo drugje. A te lahko mogoče večkrat vodim v tem delu? Ali to pomeni, včasih je bila ena izmed naših vrednot pridnost, če se spomniš, in ta pridnost je predvsem zajemala to izvajanje. In zdaj ta pridnost, jo ti že kar nekaj časa ponavljaš, da moramo to pridnost spremeniti učinkovitost. Učinkovitost, zato smo si tudi zastavili neke cilje, tako smo imeli 6-urni delovnik in tako naprej. Ja, pa zakaj ta učinkovitost? Kje si videl ta poudarek v učinkovitosti? Učinkovitost, zdaj zelo preprosto. Potrebno je
čim krajšem času čim več izvesti. In zdaj, če rečemo, da želimo biti učinkoviti, moramo nekaj spremeniti. Ja? Je to dejansko povod za spremembe. Če nočeš biti učinkovit, ne boš nič spremenil, ker se odločiš, da je pač v redu. Pa to se odločiš, da želiš biti, se pa začnejo spremembe. A je to pomeni, ko hočeš biti drugačen? Ja, drugačen. Bart, vi, ko vsako jutro pridete v službo, mi vedno rečete, jaz sem rad tle. Pa res to odgovori, ne zdi, da mu to res reče, jaz sem res rad tle. To pomeni, da tudi izpostavili ste čisto na začetku, da vam je pomemben odnos. Sej, vsi ste govorili podobno. Robi, če se spomnim, je rekel, jaz ne želim, da se vi odločujete namesto mene, jaz sem odgovoren in tu jaz bom sprejemal posledice, dejanja, tveganja, to je vse pri meni. Vi ste mi pa prav poudarili, da vam je izredno pomemben odnos. In kako vidite vi to? Kako vidite sploh podjetje, da je potrebno poskrbeti za odnos? Kako se to naredi? Da se zgradi dober odnos? Zgradi se dober odnos takrat, ko si odkrito. Če ti poveš takrat, ko te nekaj ne paše, sorry, to mene ne paše, to jaz bi to rad in drugače. In to vidim v podjetje, da to z lahkoto take stvari izražiš. Ni važno, je to na management nivo, ali je nivo nižji, ali še nižji. Ja, direktno poveš, kaj te muči v tem smislu in zelo hitro prideš do takega zelo odkritega odnosa. Noben ne skriva stvari, tisti, ki naredi napako, lepo dvigne roke in reče, to sem jaz narobe naredil in lahko greš zelo hitro naprej. In to se tudi vidi, da v tem smislu ni več negativne energije. Super. Samo pozitivno. Tako, s pozitivnimi misli naprej. V redu, odlično. Igor, zdaj bom povedala, kaj ti meni že 15 let govoriš. Pa bom kar tako, zato da slišijo. Ti meni vedno rečeš, Tanja, manj, tudi če ne veš odgovora, nekaj bluzit, povej, da ne znaš, pa bo se to dalo pomagati. Ne? In zdaj, če se jaz spomnim, ti tudi tvoja vrednota, kako te ljudje poznajo v podjetju, imaš nek respekt. Kako bi ti ta vrednoto spoštovanja opisal? Zdaj, recimo spoštovanje, odgovornost je meni osebno izjemno pomembno. Zdaj, bistveno je pa, kako jo pokaže sodelavcu. In to se da na zelo preprost način, primer z doslednostjo. Če se v ekipi nekaj dogovorimo, če smo dosledni, pomeni, da se spoštujemo. In seveda pa pri tem so pa izzivi, ker če prideš do težave, nekaj ne znaš, ja, je velika verjetnost, da ti ne bo nekaj uspelo. In v tistem trenutku je bistveno, ko začutiš, da obstaja tveganje, da se ne bo nekaj izvedlo tako, kot si želiš, da rečeš, ne znam, stopiš do sodelavca, do mene, do kogarkoli, pa to poveš. In s tem si naredil največji korak, ker sigurno boš dobil pomoč in potem je seveda veliko večja verjetnost, da bojo cilji vsi doseženi. Hvala. Evo, in zdaj bom končala bom s tem, tako da upam, da smo bili učinkoviti in kratki. Ti trije moji sodelavci so mi rekli, da zdaj smo zgradili neko kulturo in zdaj se dogajajo spremembe. In ostajajo v podjetju ljudje, ki živijo to dodano vrednost, delajo na teh spremembah in se zavedajo, zakaj so v podjetju. In ta prva stvar, katero so mi rekli, vsi iščejo kader. Ne moramo vsakega spustiti notri. Želimo spustiti pa takšnega, pa bom kar ponovila vaše besede, da vam zdaj, vi ste rekli, da mora biti ustvarjalec. Da mora prinašati dodano vrednost, predvsem kar se tiče prihodnosti. Vi boste pa to znali izvesti v proizvodnji. Ti, dragi mož, ti si predvsem želiš osebo, ki je učinkovita, ki mu pomeni svoj čas, dragocen čas in tudi, da zna povedati, kaj ne zna. To sem čisto razumela in s tem te tudi spoštuje in ti spoštuješ njega na drugi strani. Bart, če pa povzamem vas, vi pa smatrate, da edino dober odnos in edina dobra motivacija za vodenje odnosa je navdihujoče vodenje, kjer ljudje so odgovorni sami zase
in vedo, kaj so njihove naloge in s tem ustvarjajo dodano vrednost. Tako je. A je to to? Tako, evo, zdaj sem vam spoznala z mojimi 3 sodelavci. To je oglas za razvojnika, produktnega vodjo, dizajnerja. Vesela bom vsakega vašega komentarja, vesela bom, če boste imeli kakšno vprašanje za njih. Če ne pa, pridružite se nam tisti, ki mogoče danes nimate priložnosti biti ustvarjalci in ste samo izvajalci. In mogoče takšni, ki res želite kreirati lepši svet. Kajti naše poslanstvo je spreminjati navade potrošnikom, pomagati izredno dobrim kupcem, najboljšim kupcem in s tem ohranjati lepši planet. Želim vam lep dan in upam, da vsi tisti, ki smo vas zanimali, zainteresirali, da se slišimo in vidimo. Čau, čau! Adijo. Čau. Čau.